No, še enkrat dober dan. Je rekla Živa prej, nekateri so kar jokalke so šli ven iz dvorane, tudi meni je tako kar hudo ratalo. A se sliš? A se slišimo? Ja. Jaz sem res vesela, da je z mano Ingrid Kovač Brus. Že prej sem, vi jo, nekateri jo dobro poznate, a ne, ker se je z vami kar nekaj časa družila. In vesela sem predvsem, Ingrid je odgovorna urednica programa Ars na Radiu Slovenija, hkrati je pa velika poznavalka filmov, saj se je ukvarjala, a ne, s filmsko kritiko, pokrivala film, tako da se jaz danes zelo dobro počutim, a ne, da sem v enih takih varnih rokah, da bomo lahko se dotaknili tega filma. No, in bi mogoče kar tako nekako začeli, Ingrid. Mogoče še to povem, a ne, da z Ingrid se poznava, tako da se bova tikali. No, zdaj smo se pa počasi nabrali nazaj. In Ingrid bi začela kar s tem, a ne, da mogoče z nami malo podeliš, kako si ti doživela ta film. Se pravi, kot sem že prej povedala, a ne, je Paola Cortellesi igralka, komičarka in to je njen prvi film, prvenec, in s tem filmom je dosegla res veliko uspehov, zelo veliko nagrad, kar lahko preberete na strani, a ne, Kina Dvora. Hkrati je pa ta film ne samo, da je dosegla pri strokovni javnosti toliko veliko pozornosti, da je to izjemen film, je tudi neizmerno uspešen film, a ne. Jaz sem pač prebrala na spletu, da v zadnjih 30 letih je to na 5. mesto zasedlo, a ne, po ogledih. Skratka, to je res en tak fenomen. No, me pa zanima, kako, Ingrid, si ti doživela ta film. Dober dan, lepo vas pozdravljam, sem vesela, da vas je tudi toliko ostalo na tem pogovoru in upam, da bomo skupaj odkrili še kakšno stvar, ki jo tako individualno nismo. Irena, res hvala lepa za povabilo, v Kinodvoru je zmeraj tako lepo, a ne, pa tako zelo radi vsi sem pridemo. Jaz sem ta film si pogledala poleti na Gradu, v okviru pač teh poletnih projekcij, ki jih tudi pripravlja Kinodvor, in sem bila strašno presenečena. Res sem šla tako iz ene radovednosti, kaj pa je zdaj to, jutri je še en dan, tega filma pa jaz ne poznam, pa letnico 23 ima, kje se je pa izmuznil, in pač sem šla ta film pogledat. In tako res sem bila presenečena, neverjetno se mi je zdelo, da noben festivalski selektor od teh velikih festivalov, ki so hkrati tudi neka taka krasna platforma za promocijo filmov, pač ta nek potisk, da potem filmi pridejo na druge festivale pa v kinodvorane, da nobeden od selektorjev tega filma ni opazil. Potem se pa seveda po službeni dolžnosti vprašaš, kaj pa je zdaj v tem filmu toliko neverjetnega, kaj je pravzaprav tisto, zaradi česar obsediš in na koncu rečeš wow. Zdaj, kar se mene tiče, prva stvar, po tem ogledu julija in tudi zdaj, ko sem si še enkrat pogledala ta film, mislim, da je ta prikaz tega skrajnega nasilja, ki ga Paola Cortellesi pokaže na en tak način, kot ga mislim, da v filmu še nismo videli, ali pa bomo mogoče pozneje v debati ugotovili, da tudi so kje kakšni zametki tega bili, ampak mislim, da je bila tukaj toliko izvirna, da smo vsi gledalci popolnoma osupli. In to je tako kot pač neka ta rdeča nit filma, to nasilje, ki je prikazano na en tako zelo lep, estetiziran način, s tem plesom, tudi vizualno se ona poigra. Smo najbrž vsi opazili tisto kapljico krvi, ki ji tlele drsi proti ustnici, pa pol izgine nazaj gor. In ta način, kako je ona pokazala nasilje, s tem, da ga sploh ni pokazala ali pa ga samo nakazala, se mi zdi, da smo vsi nekako zamrznili in da je s tem dosegla več, kot je najbrž sploh mislila, da bo. Potem tudi je bila zelo dobra pri izbiri glasbe, ker zvok, saj vemo, pač na ljudi vpliva še bolj kot vizualne podobe. In ona tukaj iz te neke popolne tišine, ko gledamo ta prvi prizor v spalnici, ki v bistvu že vse pove, gre potem
čist drugam in začnemo zdaj z neko sodobno glasbo, ki ni sinhrona v tem času, ampak je pač neka čist druga glasba in to je pač tako naslednja stvar, ki se vleče skozi celoten film. In potem sem se tudi seveda vprašala, pa kdo je zdaj ta Paola Cortellesi, jaz je ne poznam, ti si o njej vse povedala, ampak to so tudi neki televizijski filmi v glavnem, kjer je ona nastopala, pa v filmih njenega moža, ki nam največkrat niso dostopni, ker ne pridejo k nam, tako da zame je bila ona novo ime in je opravila to svoje režisersko delo, mislim, da nadodlično. Potem naslednja stvar, pa bom pa zaključila, no, je najbrž, ki te toliko prevzame ob ogledu tega filma, je to, da se je ona odločila za estetiko neorealizma. Tega toliko vplivnega vala italijanskega filma, tega mislim, čeprav je tako zelo vplival v 50-ih, 60-ih letih in tudi v nadaljevanju na mnoge režiserje in še vpliva, ampak mislim, da v italijanskem filmu že zelo dolgo nismo videli na tak način nekega omaža tudi temu obdobju. Pa še marsikaj, no. Hvala, Ingrid. Mogoče bi zdaj kar dala vam najprej besedo, a ne? Jaz bi seveda Ingrid kar in kar poslušala in jo tudi še bomo, a ne? Ampak da še kakšen od vas podeli z nami, a ne, vtis po ogledu. Tudi vas na balkonu gledam, a ne, danes vas je na balkonu kar še veliko. Aha, ena roka je zgor. Aha, pa tule, hvala. Hvala lepa za čudovit izbor. Jaz sem bila opozorjena glede profesorice italijanščine, ki je zdaj pred kratkim italijanska televizija predvajala ta film. No, ampak si ga nisem mogla za nazaj ogledati. In ko sem videla, da bo v izboru to, sem rekla, bom ga videla. To je meni film, ki me spominja na moje otroštvo. Jaz se spomnim vrst pred mlekarno, pred trgovino, ko so na karte dajali, ker ni bilo nič za jesti. In živeli smo mi v svobodnem tržaškem ozemlju, ko sem bila čisto majhna. In tam je bilo vsega zadosti. Amerikanci so filali tisto področje in sploh se nisi zavedal tega. Potem smo prišli v Ljubljano, ker je mama hotela, da otroci govorimo slovensko. In pridemo nekam na obisk in prav hčerka, nekaj ti bom dala. Pa sem si mislila, kaj mi bo dala, pa mi ponuja žlico rjavega sladkorja. Jaz sem imela pa belega, pa kocke, kakor sem hotela doma. Za ne povedati, kako je ta razlika bila in kako jo zaznaš, ne, še vedno ostane v tebi spomin. Je pa zelo lepo prikazan način življenja siromakov, kako so si en drugemu pomagali in kako so bili združeni oziroma v neki skupnosti, kar danes otroci na škatlicah ne vem, če sploh kdaj bodo. Hvala vam lepa za... Hvala. Bi še kdo kaj rekel? Tamle še, aha, tukajle, tukajle. Pa bomo šli pa še gor, ja. Lahko samo sem hotela, gospe, jaz tako, ko vidim vas, težko sicer razumem, kako ste vi to obdobje lahko bili v Italiji, ko meni ne zgledate veliko mlajši. Mi je pa zelo zanimivo to, kar ste rekli, ker jaz tudi, ko sem se pripravljala, sem brala pa poslušala intervjuje s Paolo Cortellesi, ki je potem, ko je ta strašen uspeh filma se v Italiji zgodil, bila vabljena na različne festivale, veliko na severu Evrope, v Skandinavijo, in je ona bila tam strašno presenečena, ker so bili odzivi gledalk pa gledalcev, ja, sej to je naša zgodba. Tako ona je, zdaj vi pač pravite, ste bili v Trstu najbrž to svobodno tržaško ozemlje, se pravi ozemlje, ki nekaj časa ni bilo jasno, komu bo pripadlo, kateri državi tam na meji, ampak ona je tudi v nekih čist drugih okoljih. Tako si predstavljamo, v čist drugih okoljih, te velike paralele pač slišala iz občinstva, tudi kar se tiče nasilja in vsega tega, da se bomo tudi najbolj... To se bomo še zelo dotaknila, ne? Mogoče še jaz to dodam, Ingrid, da vendarle
Je to nenavadno, ker nam je tema zelo domača, pustimo ta patriarhalni način življenja, pa hkrati smo mi vsi pravzaprav živeli tudi v časih, mogoče ne tako hudih, ampak pač, ker ni bilo vsega v izobilju, a ne, pa nismo imeli, a ne, v bivši Jugoslaviji, a ne, na voljo raznih stvari. Sadnih jogurtov. Sadnih jogurtov, čokolade, banana, ne, in tega smo še dotaknili in to si mislim, da to, kar ste vi doživela, a ne, je še čisto drugače, a ne. No, ja. No, in tudi jaz sem tudi, a ne, v njej veliko brala, zdaj ravno zaradi tega filma, pa nič jo nisem poznala enako kot ti. Seveda smo pa vsi imeli tudi mame, mislim starše, dedke, babice, če pa nismo imeli sami te izkušnje, smo pa veliko o tem poslušali, ne, o teh na karto. Tako da izvolite zdaj vi, pa bomo se pol vrnili nazaj. A je prižgano niti? Je, hvala lepa. No, jaz pa mene je pa zelo ta všeč mi je bila zelo ta dvojna zgodba oziroma ko te nekako zavede, ne, misliš, da bo temu stari ljubezni rekla, pa mi napiš, ne, če mi ne moreš povedati, ne. Piši mi in potem drug dan dobi pismo in misliš, da je on pisal, ne, ali pa nič ne veš kaj, kdo, mogoče sicer so bile neznamke, pa tako uradno. Bilo je pa vabilo, ne, na volitve. Tako bi jaz predvidela, ker je rabila potem to dokazilo, ko je šla volit, ne. To se mi zdi ta imenitna dvojnost, ne, a bo zbežala od doma, a bo zbežala temu nasilju, a bo hčerka jo je podpirala, ona je kar malo tako, se je v redu, se je živčen, 2 vojni je dal skozi, ne, ali kaj se bo zgodilo, ne, in potem ona na volitve. Ena stvar pa tudi jaz, ker pravzaprav, ne vem, bom 70 let stara, sem pa tudi doživela to, da je imel moški kolega z manj kvalifikacije, z manj delovne dobe, precej višjo plačo kot jaz, pa je bilo to leta 80, ne, 1980, ne, tako da pa z vsemi praksami in pravosodnimi izpiti in tako dalje. Tako da to je ženska, skozi se moramo boriti, no, za pravice. Ni konca, to je nikoli končana zgodba, se mi zdi. To ste tako lepo povedala in k temu se bomo vrnili, a ne. Zdaj samo, ker pač tudi tega pisma, pa tega pričakovanja in tukaj se res režiserka neverjetno, kako se to dotika vseh teh tem, a ne. In to je seveda še vedno aktualno, a ne. Še vedno je tako, da so razlike med moškimi in ženskami, tudi po plačilu, kaj pa šele kaj drugega. Ampak zdaj bi mogoče, predno greva midve naprej, pa da se vrneva na to temo, še na balkon se podali. Tamle, ja. Tukaj. Ja, pozdrav z balkona, pa pozdrav gospe Brusovi iz Logatca, no, Kovačevi. Najprej bom povedala, v Logatcu se ne pozdravlja čao, ker smo bili okupirani od Italije. In čao ni za v Logatec, tako da je samo dober dan. Rekla bi pa tako, film je moral biti črno-bel, če ne bi bil film, a ne. Potem se mi zdi zelo pomembna in zelo tako značilna je ta glasba, ker je ples tudi mnogokrat interakcija med dvema, pa tudi prihaja do nekih nasprotij, kar je med njima prihajalo. Potem se mi zdi pa zelo pomembno to, da je šla na volitve. Meni se je pa zdelo, da ne bo šla za tem, da se ni upala tako daleč, me je pa seveda presenetilo, da je šla na volitve. In se mi zdi, da ženske dobimo eno tako moč, ko lahko vseeno v eni taki majhni sobci odločamo o nečem, ne ve nihče kako, ampak odločamo očitno prav. Potem se mi pa se zdi, da je zdaj obdobje enih ženskih tem. Jaz sem gledala film Moja najboljša torta, Sestre v savni in s tem sem danes pravzaprav to žensko tematiko zelo zaokrožila, ker se mi zdi, da brez nas žensk svet ne bo imel ne mehkobe, ne odločnosti. In to, da zapremo usta, jih pravzaprav odpremo. Tako se meni zdi. A lahko še jaz? Seveda. Ne sem mislil, da bo kakšen umestno vprašanje, ne? Ampak film je tako čudovit, ne?
da težko najdeš besede. In gospa Abrusova je tako lepo ubesedila vse to in kritično povedala in tako, da ne bi nič dodajal. Ampak gre pa za nekaj, ne, kar me pa ves čas nagovarja. Ne. Kako je ta odnos moški-ženska prefinjeno prikazan. Ne. Za to zgodovinsko distanco postavljen zelo jasno, a ne v čas, ki je daleč za nami, ne, pa vendar ni minil, ne. Zlasti v različnih socialnih okoljih in kako so volitve silno pomembna stvar, ne. Ker se danes, naprimer, mogoče mlajše generacije niti več ne zavedajo, ali pa upam, bodo drugače ravnale. Ne. Je pa toliko, da naprimer mene je ta prizor, ne, kar ste rekli, ta lahkotnost prikaza nasilja. Ne. Mene je to šokiralo. Ampak je pa res, ne, da če beremo take tekste, ne, pa romane ali karkoli, ne, je v vseh teh igrah med moškim in žensko, ne, lahko tudi kanček strasti. Ne. In je tako pokazan, ne, z lahkotnostjo, z tem sprejemanjem in potem z njegovim, mislim, tvorjenjem. Ne. Ta igra je večna. Ne. In tako subtilno, kot je tu pokazano, ne, jaz priznam, da še nisem videl, ne, pa sem marsikjer film videl. Ne. In hvala vam še enkrat za tak izbor. Ingrid, zdaj pa malo. Mislim, tako bova še vam dala strašno besedo. zanimivo, a ne? Ja. Pač ta suspens ali pa prevara, ki si jo je ona privoščila, to je naslednja ena njena strašna izvirnost. A ne? Mi pač beremo knjige, gledamo filme, jaz vedno pol naredim tako primerjavo z Ano Karenino, ker če smem reči, se meni zdi precej neverjeten lik, čeprav zelo cenim pisatelja, njegov celoten opus in vem, da je to vrhunec svetovne literature, ampak s prikazom Ane Karenine se pa ne strinjam. In mogoče vsi pač beremo tako literaturo, gledamo filme in tukaj je ona nas res prelisičila. Jaz tudi tako sem premišljevala, sploh drugič, ko sem gledala film, saj opaziš na sceni zdaj neke namige, plakate, Dona, Republika, da sta to 2 dneva, ki sta za Italijo Vidiš, ne? Ampak strašno se ne zavedaš tega. Ne, tudi tlele so najbrž italijanski gledalci takoj ta kontekst bolj razumeli pa ponotranili, kot smo ga vsi drugi, ampak zdaj samo to osebnostjo te Delije nas je ona čisto popolnoma presenetila. Čeprav je že prej gospa Zlogaca, je že prej ena točka, kjer nas ona strašno preseneti, a ne? Ona naredi kriminalno dejanje. Ona pač, tam je sicer samo malo nakazano, a ne, mogoče bi bilo lahko tudi malček bolj, a ne, ampak ona pač ogrozi imetje nekoga drugega ali pa vsej kot film tako nakaže, je ona tukaj zadaj za to zgodbo, a ne. Seveda. Meni je bilo tudi to strašno všeč, jaz sem takoj pomislila na Tarantina, na njegove Inglourious Basterds, to smo najbrž vsi, ki imamo tako filme, radi videli, a ne. Tam pa ta Šošana nekaj zelo podobnega naredi, a ne. Še malo hujšega, ona tam eno kinodvorano, če se spomnite, zažge in preobrne razplet druge svetovne vojne v eno lepšo smer. Tako, ta Delija je pač zelo odločna ženska. Tudi vidimo, da ona ima eno zelo okorno pisavo, ampak ona je pismena. Pač tako se mi zdi, da zelo lepo razvija njeno osebnost. Tukaj sem jaz hotela se malo, če smem, dotakniti tudi italijanske literature. Mi zdaj vsi smo seveda najbrž prebrali Eleno Ferrante, pač to je dogajanje v Neaplju, ampak tukaj zdaj vidimo eno drugačno podobo italijanskih žensk in tudi to sem vas želela opozoriti na en roman, ki je v slovenščini pred kratkim izšel, pa sem si pisateljico zapisala, naslov je Prepovedani zvezek. Pisateljica je pa Alba de Cespedes. To je en roman, ki je prav v tem času, ali pa mogoče začetek 50-ih let, izšel v Italiji in bil označen kot ljubezenski roman in pač nekaj, s čemer se resna kritika in literarna zgodovina ne ukvarja. Ampak
zelo podobna interpretacija časa, položaja ženske. Tudi v tem romanu je zelo kratek, ga imate zelo hitro prebranga, tako v 2 večerih. Tam je pa tema zvezek, ki si ga ta ženska v enem trenutku kupi, ampak ta zvezek je prepovedan, ta zvezek je njen dnevnik in ona najbrž živi v enem podobnem stanovanju kot naša Delja, polkletno stanovanje, a ne, to nam tako veliko pove. In v trenutkih zasebnosti piše in tudi se tako podobno razvija, kot se Delja skozi film, se ona skozi ta roman in se zaveda nekih pač stvari, ki niso v redu. Tudi mi je bilo to všeč, zdaj jaz tako imam zelo rada moške. In najprej sem bila kar malo, se mi je zdelo, pa mogoče tudi je, no, ta njen Ivano je zelo taka enoplastna osebnost. Razen, če ga pač odkljukamo in rečemo, da je pač on kriminalc, da je pač on problematična oseba v celoti. Tudi to, kar ste vi rekli, gospa, on je toliko doživel v 2 vojnah, se ga ne opravičuje to, a ne? Ampak on je v teh 2 vojnah najbrž res veliko doživel. Ampak hkrati imamo pa vseeno tudi tukaj neke zelo pozitivne moške like, ker on je res antijunak, pa še kaj drugega. Ampak recimo pač ta vojak iz Združenih držav Amerike je samo pozitiven lik. Potem tudi pri detku tam v tej spalnici lahko ene elemente opazimo. Zdaj pri tej njeni mladostni Pri partnerju ljubezni, od te prijateljice Marise. pri partnerju in tako dalje. No. Tako da mislim, da je res je dobro naredila ta film, no. Ne moramo drugače reči. Jaz sem razmišljala to, kar ste vi rekli, a ne, da v resnici, jaz sem ta prvič, ko sem gledala film, zdaj sem ga tretjič, a ne, sem ga gledala brez zvoka, nekaj se je zgodilo, da sem ga brez zvoka gledala, a ne, in potem, vse se mi je zdela, ne, da mora biti z muziko in to tako, pa že pač po tej dinamiki, no potem, ko sem ga drugič gledala, sem seveda videla, da je dejansko v tem stvar, a ne, da glasba to podkrepi, ampak v resnici s tem načinom, a ne, doseže, da je to nasilje prikazano bolj na eni simbolni ravni, a ne, da te na nek način se te pa okrog ovinka še toliko bolj dotakne. A ne. In tudi v tem smislu, hvala, da si omenila, a ne, zdaj ta roman, pač te patriarhalni vzorci se nam vlečejo še vedno in tudi nasilja ni toliko bistveno manj. A ne. Je pa pomembno, da imamo zdaj več možnosti, da se lahko opolnomočiš, če se znajdeš v takem okolju. A ne. In se mi zdi, a ne, da tudi, a ne, on je res mogoče črno-belo prikazan, ne, mož od Delije, a ne, ja. Ivan, ampak hkrati, pa tudi kakšne stvari so prav tako pripeljane do, in to mi je tudi, pač bom rekla, dobra stvar tega filma, da so prikazane komično, pa še ona tako dobro igra, to žensko, pa to počasno na nek način vidiš, kako ima vendarle veliko moči v sebi, čeprav se dotakne prav vsega tega, kar bi gledal z nasiljem tako. Se pravi, odnos do hčerke, ki je zdaj hčerka v zvezi s tem, potem odnos do bratov, a ne, in že sploh, ker sta moška, a ne, ker sta tako, kako pač one dve se pa na njih dva spravljata in se to tako zelo nekako pokaže vse plasti tega nasilja, kako se to potem, pa tudi teh sosed, a ne, to, kar ste vi rekla, a ne, recimo na en način so zelo solidarne, a ne, in takrat, ko je treba skupaj stopijo, na drug način pa druga do druge, a ne, so tudi različni nivoji, no, in je to tako prefinjeno se tega lotila, da se lahko iz katerega koli konca dotakneš teh vsebin, a ne, in recimo, prav zaradi hčerke, a ne, ker hčerka tudi prav te tipični prizori, tako kot so v marsikaterem filmu ali pa romanu, ko se potem otroci umikajo pa čakajo, da mine in vidiš tudi, koliko ima ona moči, da vzame še več nase, pa še več, a ne, hkrati pa seveda sama sebi krade denar, a ne, svoj prisluženi denar, ampak zaradi hčerke zbere to moč, da vendarle je treba nekaj drugače, a ne. In seveda, zdaj, to ne vem, kako je vas, ampak jaz sem do konca mislila, da bo pobegnila. A ne? Ja. Da bo pač pobegnila s tem svojim. A kdo slučajno ni tega pomislil, no? Tako res me zanima, a kdo ni... Ne, jaz ne. No, tamle je gospa.
Da ne bo zbrala moči, da se bo ustavila. Milena, vi ste... Torej, še enkrat hvala. Vse, kar je bilo povedano, je bilo krasno, pod vse bi se podpisala, čudovit ste povedali. Dodala bi pa samo to na vaše vprašanje. Ja, jaz sem v njeni, ali pa tisti lahkotnosti nekako videla njeno moč, kako je duhovno bolj rasla skozi to. Torej, njena upornost v njej, da mora nekaj narediti, je rasla, pa ne toliko zaradi tepeža, ker je bila, poznamo zgodovino, ki se vleče, tega patriarhalne vzgoje, ona je bila nekako navajena, da more potrpeti in tako naprej, ampak njo je najbolj bolela hčerkina opomba in hčerkin upor proti njeni možnosti, torej to, da se skloni, da prevzame nase. Torej, to je ta upor. Mislim, da so krasno prikazali, tako da nimam besed, kako bi dodala karkoli še k temu filmu. Perfektno je bilo pokazano. Jaz pa še enkrat... Milena, še gospa iz Logatca bi rada nekaj povedala. A lahko? Ja, seveda. Jaz pa takoj, ko je dala kuverto, sem videla, da je denar noter. Ona brez denarja ne bi mogla nikamor odpotovati. A ne? In se mi je zdelo, zakaj pa zdaj tista karta tam, a ne? In tako sem malo rekla, bo se karta zadost. Ampak tisti denar me je premotil, sem rekla, ne. Pa on je prejšnji dan odpotoval. Ona je zamudila. A ne? Ona je to priložnost zamudila, hvala Bogu, da jo je. A ne, ker kakšne priložnosti, ki jih zamudimo, potem neko veliko dejanje sporožijo, kar so te volitve. In meni bo pa tisto, ko so bilo pa z različnih volitev prikazano, koliko je žensk šlo na volitve, koliko je to pomembno, da so šle in da so si izborile vse to, kar so si morale izboriti. A ne? In seveda enakovredno porazdeliti moč med žensko pa med moškim, se mi zdelo potem te zadnji prizori. No? Tako, še enkrat z balkona. Tako v bistvu tle režiserka o dveh usporednih malih revolucijah ali pa zmagah govori. Tudi to, zdaj gospa, boste vi pa še kaj dodali, jaz tega časa po vojni tako poznam pač tako po pripovedovanju, literaturi, tudi takoj pomislim na film Kena Loacha 1945 ali pa na vse posnetke, ki jih poznamo tudi iz Slovenije. To so bili časi ene silne pozitivne energije, silnega upanja, nekih sprememb. In tukaj, čeprav mi kot gledalci, sploh ne italijanski, šele na koncu dojamemo, da bo konec kraljevine, da bo neka družbena ureditev, ki bo prinesla drugačen svet, boljši svet za vse. In to, vi ste prej rekli, jaz mislim, da lahko rečemo, 80 let pozneje, svet, v katerem mi živimo, je veliko boljši od tega, ki nam ga Pavla Cortellesi kaže tukaj, pač Italijo, Evropo. To je ena stvar. Druga stvar je pa ta njena osebna revolucija, ki sploh ni majhna. Ona, meni se je tako zdelo, ona to nasilje sprejema ne samo vdano, ampak ona to sprejema z eno eleganco, tako z enim pogumom. Da jo ne sesuje zares, še vedno je čvrsta sama v sebi. Ja, tako neverjetno. In tudi v tem romanu, ki sem ga prej omenjala, ta prepovedani zvezek, tudi ta Italijanka, ta roman je pa prav iz tega časa, tudi ona je taka. Pač mislim, to so res tako neke velike junakinje, o katerih zgodovina ne piše, če tako rečeva, ampak dobijo pa potem kakšen tak film, ker tudi Pavla Cortellesi pravi, da to so zgodbe njenih mam, njenih babic, da to je pač ona kot soscenaristka tega filma, da je vključila tudi te neke družinske zgodbe v ta film. Pa tudi to, to leto 1945, ona tudi tako lepo pokaže
položaj žensk vseh družbenih slojev, a ne, tam, ko ona pride po denar, tudi tam zdaj V to meščansko nekem družino, ne, kjer aristokratskem ona daje okolju lekcije. ali plemiškem, celo mogoče v Italiji, mož zelo hitro utiša svojo ženo in jo sicer z Samo na enimi- prijazen način, ne. z drugimi Ja. metodami jo postavi na enako mesto. Ja, tako, hotela sem še malo o italijanskem filmu reči. prosim. Tako najbrž vsi opažamo, a ne, dolga leta se nam je tako zdelo, da premalo italijanskega filma vidimo. Ampak zadnje čase se mi zdi, da se je tle tako prav nekaj zgodilo. Tako lani ali mogoče predlani smo gledali na Lifu retrospektivo italijanskega političnega filma pa Marka Bellocchija. Tudi tako lansko leto, v katerem je nastal film Jutri je še en dan, je bilo v Italiji strašno močno filmov ob Marku Bellocchiju in tem njegovem filmu, ki je bil tudi na sporedu v Kinodvoru, če se ne motim, o tem pač judovskem otroku, ki ga konec 19. stoletja odpeljejo v Vatikan in ga prevzgojijo, Ukraden, mislim, da je naslov filma bil. To je še en tak močan film lanskega leta. Potem Alice Rohrwacher, še ena italijanska režiserka in ta njen film, ki je zdaj, mislim, da zdaj enkrat na sporedu o krajah, o ropih etruščanskih grobov. Mislim, da je italijanski film in tudi italijanske režiserke, še druge, da so trenutno zelo močne. Tudi tako bi vas spomnila na en film, ki smo ga tudi na srečo videli, bil je slovenska koprodukcija Telesce od tržaške režiserke Schiamati. Ja. Pač tako še en film o ženskah v začetku 20. stoletja, tako pred 100 leti, sploh ne tako daleč, ki je pa sploh kaže to vlogo žensk zelo, zelo drugače, kot je današnja vloga žensk. Tako da mislim, da je italijanski film, da je zdaj res tako kinematografija, v kateri se zelo, zelo veliko dogaja in zato tudi potem nastanejo taki presežki. Si pa tako malo mislim, da je mož Pavli Cortellese mogoče tudi malo pomagal, no? Ki je izkušen režiser, pa mogoče s takšnim nasvetom. Jaz sem, zdaj mi je že malo živa pomahala, ne vem, kam nam je ta čas pobegnil, ampak zdi se mi tako, da to, kar si ti zdaj omenjala, eno je, kar se tiče italijanskega filma, ampak tudi, da je vedno več žensk režiserk, ki se lotevajo takih tem in je to potem mogoče na mal drugačen način. In tudi tukaj, s koncem tega filma, v bistvu na nek način čutiš, se spet je tako s tem prizorom, ko v bistvu zaprtimi usti, vi ste rekla, zelo veliko pove, da v bistvu začne, da je šele spet na eni novi poti, mogoče še malo več moči, no tudi s tem, kar je povzročila hčerki, s tem, da je TNT. In so seveda ene stvari tako prerazporejene, da ti razpirajo vprašanja in hkrati tudi za današnji čas, pač res je pomembno, da smo vsi, da smo združeni za skupno dobro in še, recimo včasih, mogoče še kaj vem, par desetletij nazaj, to, kar si ti tako lepo rekla, takrat je bil čas tudi enega optimizma, v smislu, zdaj gremo pa res samo še na bolj. Žal smo zdaj tle, da vidimo, da se skozi dogajajo tudi težke stvari in je zato še toliko bolj pomembno, da vsak zase, kolikor le more v tem svojem okolju, vi ste to povezali tudi z volitvami, pa z mladimi ljudmi, je dejaven, kolikor le lahko. In jaz mislim, da je to nekako, da nas taki filmi, taki romani, tudi to, kar si govorila o tem, spodbudijo k temu, da dobimo malo več moči za tukaj in zdaj in za naprej. Ja, sigurno. In da izkoristimo vse te demokratične možnosti, ki jih imamo, razen če ne odpadejo. No, tako da jaz bi se res zahvalila, najprej seveda zdaj za pogovor tebi, Ingrid, še bolj pa vam, da smo se spet združili in se kmalu spet vidimo. In lepo je, da je toliko dobrih filmov, ki si jih lahko gledamo tukaj v Kinodvoru. Ja, dajte.
Aha, to je tako enigmatično. Jaz bom zdaj malo ugibala. Ja, je. Ampak mislim, da je to pač ena vloga, ki so jo starejše ženske nekoč imele, in sicer so bile objokovalke. Mislim, da to tudi v različnih kulturah še vedno obstaja. Mislim, mogoče tudi pri nas na podeželju, da so še vedno neki elementi tega, s tem, da tukaj je malo vse skupaj karikirano, pa tudi, ker tudi je bilo, o tem nismo nič govorili, veliko komičnih elementov v tem filmu, a ne. Tudi to žalovanje, kako se je začelo, pa sama ta vest tukaj na stopnišču pred cerkvijo, da očeta ni več, a ne. To je pač ta neka italijanska folklora, ki je tukaj tako malo sarkastično prikazana, ne? Ali pa malo duhovito, ampak duhovito in to ravno pomaga, da je film še bolj močen. Lahko pa seveda pomisliš, da sta bila še kaj povezana, more biti pa kdo ve kaj. Tudi take stvari lahko ugibaš, ne? Možno, no, na to ker je možnost jaz nisem veliko pomislila, tudi to, kam je da bi- on vmes hodil, vsakič, ko jo je pretepel in kaj se to in kaj si recimo lahko on kot moški privošči, ona pa ne sme niti marmelade kuhati. K prijateljci. Pa še, a ne, lahko bi govorili ure in ure, a ne, tudi o tej ženski solidarnosti, pa prijateljstvo, a ne, med Mariso in jo, a ne, in skratka veliko, veliko tem ti razpre. To je zelo pomembno. Hvala, da ste to rekel, ker v bistvu to je pa res pomembno sporočilo, da pač za izobraževanjem, a ne, na nek način dobiš pa res dobro podlago za moč, za vsa področja življenja. Tako da hvala lepa, a ne, in se vidimo kmalu. Hvala lepa.